Pozdravljeni. Po dirki za veliko nagrado Avstrije je prišel čas za naš običajni komentar. Poglejmo si skupaj, kaj vse se je zanimivega zgodilo na progi. Tudi tokratni komentar dirke za veliko nagrado Avstrije bo kot običajno razdeljen na tista dva nam dobro znana dela. V prvem si bomo ogledali vse zanimive iztočnice, ki nam jih je dala sama nedeljska dirka. V drugem bomo pa na hitro pogledali, kakšne so bile napovedi glede možnih strategij in seveda rezultate tega primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici rabile na progi. A verjamem, mnoge izmed vas zanima, predvsem kaj se je dogajalo zanimivega na dirki, zato kar takoj začnimo z prvim današnjim delom. Tu je treba poudariti, da je dirka za veliko nagrado Avstrije nekako postavila na svoje mesto tiste ključne akterje, katere smo malce pogrešali v predhodnih velikih nagradah. Namreč George Russell je pokazal, da še zmeraj zna zmagovati. Morda ni bil tako briljanten, kot so nekateri si želeli, ampak na koncu je pobral 25 točk in dirko začel iz najboljšega štartnega položaja. Namreč ne smemo pozabiti, kako je na sobotnih kvalifikacijah pokazal svojo zvitost in svojo premetenost, in tudi to je nekaj pomembnega. Po drugi strani ne smemo mimo Maxa Verstappena. Ta je še zmeraj briljanten, še zmeraj si želi zmagati, še zmeraj je oni pravi za Formulo 1. In če se mene osebno vpraša, smo imeli na tokratni veliki nagradi Avstrije dva trenutka, ki si ju velja zapomniti. In to sta bila tista dva dvoboja med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom. Lahko bi dejali dvoboj stare šole, nekaj podobnega, sicer oddaleč onemu, kar smo videli med Renéjem Arnoujem in Gillesom Villeneuvom v Dijonu, ampak ostro, neizprosno, ampak pošteno, brez nepotrebnih dotikov, brez tistega, kar prepogostokrat vidimo v Formuli 1. Bila sta tisto, kar mi, navdušenci, pričakujemo od vsakega, ki je tam v Formuli 1 in se bori ne samo za zmage, temveč tudi za vsa preostala mesta na končni razvrstitvi. In to si velja zapomniti. Andrea Kimi Antonelli na tretjem mestu je dokazal, da je premagljiv. Posebej na samem štartu je bilo videti, da ni bil, recimo temu, oni pravi, da je iz njega žarel bes, da ni bil tako koncentriran, tako sproščen kot običajno. In prav na štartu je izgubil ogromno časa, kar se je verjetno poznalo na koncu. Namreč Antonelliju je, bodimo iskreni, dobesedno zmanjkalo krogov, da bi na koncu lahko prehitel Maxa Verstappena. In to verjetno je nekaj, kar bo služilo njegovemu napredku v prihodnost. Namreč Andrea Kimi Antonelli na vikendu velike nagrade Avstrije je dobil kar nekaj pomembnih izkušenj, tako v soboto kot v nedeljo. In kaj bi lahko dejali? Naprimer v tem trenutku o McLarenu, da je situacija dokaj čudna. Namreč oba voznika ekipe iz Wokinga sta imela vsaj na papirju dober ritem. Ampak Oscar Piastri, čeprav med celotno dirko anonimen, je na koncu prišel do lepega rezultata, generalno gledano. Ampak Lando Norris
prvaki sezone 2025, je bil v ozadju, je bil neprepoznaven, je bil praktično nekaj, kar se za svetovnega prvaka Formule 1 ne spodobi. Njegov moštveni kolega je bil bistveno boljši od njega in tu ne velja izgovor, da so imeli težave z bolidom. Namreč, če jih je imel Norris, je bil v isti situaciji tudi Piastri. In to tu nekako kaže na tisto, kar smo sumili na koncu lanskega leta, da so pri McLarenu malce pilotirali boj za prvaka v lanski sezoni. A treba se je ustaviti pri skuderiji Ferrari, ki si zasluži poseben prispevek. A verjamem, da mnogi izmed vas, predvsem navijači ekipe iz Maranella, ste pričakovali več. Posebej po kvalifikacijah, kjer je malo manjkalo, da ne bi bil Charles Leclerc oni najboljši, ampak realno gledano, brez nesreče Maxa Verstappena bi morala biti tako Leclerc kot Hamilton malce bolj zadaj, verjetno bolj blizu tretje vrste. In tisto, kar smo videli na sami dirki, je prej odraz realnega stanja, kjer pa je treba izpostaviti eno svetlo točko. In ta svetla točka ima ime in priimek. Lewis Hamilton. Hamilton v sezoni 2025 je doživel eno izmed svojih najslabših, če ne najslabšo sezono v Formuli 1. Ampak v sezoni 2026 so zadeve čisto drugačne. Hamilton se bori, Hamilton si želi priti na zmagovalni oder in po možnosti na ono srednjo stopničko. Hamilton nam je dal skupaj z Maxom Verstappenom nekaj, kar marsikateri navdušenec verjetno ne bo znal ceniti, ampak pokazal je, da si zasluži biti v Formuli 1 in predvsem, da si želi biti v Formuli 1. In seveda končni rezultat ne odrazi tistega, kar je pokazal v teh dveh dvobojih, ampak ne gre tu krivda nanj, temveč na Ferrari SF26, ki ni na nivoju samega britanskega šampiona. Kaj pa Charles Leclerc? Neprepoznaven, v globoki krizi, nesposoben niti braniti lastnega položaja na štartu. Mnogi bi dejali, da je imel Charles Leclerc krizo z pnevmatikami, ampak bodimo iskreni, kje je izgubil drugo mesto in kdo vsega je prehitel v prvih krogih. Nekaj, kar bi moralo tiste glavne v Maranellu začeti skrbeti, namreč z njim so podpisali pred kratkim kar dolgoročno pogodbo, ki sega verjetno do konca kariere tega voznika v Formuli 1. In seveda mnogi bodo sedaj kritični do mojega osebnega mnenja, ki sem ga izrazil, ampak rad bi vas spomnil, da mnenje, ki ga imam do Leclerca, se s časom ne spreminja. A pustimo sedaj to, kriza Ferrarija potrebuje malce več časa za razlago, zato o tem sledi prav poseben prispevek. Dober rezultat za oba bolida ekipe Racing Bulls, kjer sta bila Liam Lawson in Arvid Lindland, moram priznati, solidna. Ni bilo nekih presežkov, ampak tudi moramo si priznati, da nista bila slaba, ne eden, ne drugi. In ne smemo pozabiti na tistega, ki ga marsikdaj izpustimo pri takšnih pregledih. In govorim o Isaku Hajdžariju, ki je bil sicer v ozadju, ki je mnogo boljši od tistega, kar je pokazal na primer Yuki Tsunoda v lanski sezoni. Ampak sam po času bom začel zahtevati od Hajdžarja malce več. Namreč že res, da na kvalifikacijah je tam blizu Maxa Verstappena. Že res, da na dirkah zna tudi zbirati točke. Ampak po času bo potrebno začeti kazati znake napredka.
In to je tisto, kar me pri Hajdžarju v tem trenutku rahlo moti. Dosegel je nek nivo, ki je soliden, ki je dober, ampak bodimo iskreni, Hajdžar v tem trenutku ni nikakršen presežek. In Hajdžar bo moral pokazati nekaj več. In to kmalu. Treba je tu poudariti, da tudi pri Red Bullu kljub menjavi vodstva želijo imeti v drugem bolidu nekoga, ki bo pokazal nekaj več. In tu, če primerjamo dirko Hajdžarja in tisto, kar nam je pokazal Max Verstappen, je verjetno vsakomur jasno, o čem mislim. Ne trdim, da mora Hajdžar biti na nivoju Maxa, ampak verjetno Piastrija bi moral prehiteti in to kar za nekaj sekund. A ne smemo pozabiti tudi na one v ozadju, kjer so pri Cadillacu bili malo da ne smešni. Ne smemo pozabiti, da so imeli težave z zavorami tudi na prejšnjih dirkah za veliko nagrado. In sedaj 3 in 5 krogov na zadevi, ki jim je bila jasna, lepo vas prosim, Formula 1 ni zato, da sodeluješ, ampak je zato, da zmaguješ. In čeprav se ima ta ekipa za nekaj posebnega, za nekaj več, za nekaj ameriškega, čeprav so pozabili verjetno na ekipo Haas, je treba priznati, da so tokrat pokazali vso svojo omejenost. Tako tehnično, kot verjetno tudi mentalno. Ampak pustimo sedaj to. Druga točka, mimo katere ne smemo, je Aston Martin. Rad bi vas spomnil, da je tu v Avstriji krog izjemno kratek. In da zaostanek, ki ga je imel Alonso pred zadnjim, ki je dirko končal, je bil le nekoliko krajši od celega kroga. In to nam kaže, kako so mnogi pretiravali pred začetkom sezone, ko so stavili v isti koš Adriana Neweyja, Hondo in Fernanda Alonsa. Vidimo rezultate. Vsaj za enkrat so vse prej kot ohrabrujoči. In tu seveda še 2 voznika, ki po mojem mnenju zaslužita grajo. In prvi je Esteban Ocon, ki ne pride in ne pride iz krize. Je počasen, je pod tistim, kar bi pričakovali od njega. Ni niti blizu Oliverju Bermanu. In to lahko pomeni, da naslednje leto ga pri ekipi Haas ne bomo več videli in vprašanje je, ali bo sploh še dobil sedež v Formuli 1. In drugi je tolikokrat omenjeni Franco Colapinto, ki skozi celoten vikend ni pokazal onega, kar smo videli na primer na prejšnjih dirkah. Ne sme tako nihati in seveda kazati tako slabe forme, predvsem svojim moštvenim kolegom. Namreč mnogi, imenujemo jih poznavalci, ga kujejo v zvezde. Ampak zvezde, ki smo jih videli tokrat strani Franca Colapinta, so bile le tiste, ki jih je videl njegov navijač, ko se je brcnil z mezincem v rob mize doma pred televizijskim zaslonom. In to mislim, da smo videli vsi. Ampak vseeno, če malce povzamemo, George Russell je pokazal, da boj za naslov svetovnega prvaka v Formuli 1 še zdaleč ni oddan Andreji Kimiju Antonelliju. Razlika med njima se je zmanjšala za 10 točk, ampak Andrea Kimi Antonelli sedaj ne sme spati na lovorikah. Mnogi izmed vas ste trdili, da je dovolj Antonelliju, da bo dirke zaključeval na zmagovalnem odru in bo na koncu prvak. George Russell je tokrat dokazal, da temu ni tako, da ukolikor se bo nadaljeval ta trend, je prednost 40 točk, ki jih v tem trenutku ima Andrea Kimi Antonelli, bistveno premalo. In zato bo Italijan nekako prisiljen začeti zmagovati. In zanima me, kdo bo najboljši na prihajajoči veliki nagradi Velike Britanije. Videli bomo že čez nekaj dni in to pomeni,
da imamo mi, navdušenci, odprto prvenstvo, zanimive dirke in seveda razlog, zakaj spremljati od začetka do konca prav vsako veliko nagrado. A poglejmo si seveda še tisti drugi del, kaj so pravile na začetku napovedi strategij in kaj so v resnici ekipe pokazale na progi. Tu moram najprej priznati odkrito in brez kakršnekoli težave, da sem se zmotil. Kot sem vam že povedal v tistem našem prvem srečanju v živo, sem spregledal nekaj bistvenega. Namreč verjetno v vročini sem pozabil pogledati, kakšne tipologije pnevmatik so ostale določenim voznikom za samo dirko za veliko nagrado. In seveda v moji napovedi nisem vključil one, ker bi začel na pnevmatiki medium in imel 2 stinta na pnevmatiki hard. Moja napaka in napaka, ki jo pri Pirelliju zagotovo niso naredili. In treba je tu povedati, da zaradi visokih temperatur in visoke degradacije smo lahko videli, da pravzaprav je bila situacija takšna, da drugih izbir v bistvu niso imeli. Ampak tu je treba povedati, da smo videli kar nekaj anomalij. In najprej bi rad poudaril, da Andrea Kimi Antonelli je z svojimi tehniki na komandnem pultu tovarniške ekipe Mercedesa napravil veliko napako, ko se je ustavil tik pred režimom virtualnega varnostnega avtomobila. V bistvu ni izgubil nič, ampak po drugi strani ni nič pridobil. Pri Ferrariju mislim, da smo zopet videli nek kaos. Namreč Lewis Hamilton se je ustavil pri pnevmatiki hard, ko je ta bila približno na polovici življenjske dobe in pod režimom varnostnega avtomobila nataknil set koles z pnevmatikami soft. Nekaj takega kot na razprodajah, ko kupiš nekaj, kar je poceni, ampak tistega v resnici ne rabiš. A vem, pri Charlesu Leclercu smo videli večjo krizo z pnevmatikami in tudi strategijo, ki je bila, bodimo iskreni, rahlo neobičajna. Ampak, če zadeve zaključimo, seveda pričakovati je bilo marsikatero napako, ampak oni tam spredaj v bistvu so sledili situaciji, ki je bila najbolj logična, čeprav je sam nisem predvidel in seveda po svoje tudi najbolj dolgočasna. Ampak konec koncev takšne izbire so ponavadi najhitrejše in najbolj zanesljive. A videli bomo že čez nekaj dni, kaj se bo zgodilo v Silverstonu, seveda kar se tiče tega našega komentarja celotne dirke za veliko nagrado Avstrije, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.